Dobro večer, spoštovani poslušalci. V počastitev kulturnega praznika v knjižnici Brežice podajamo monodramo Slovo Andreja Smoleto od veselih ur, ki govori o Prešernu vsaj toliko kot o Smoletu. Avtor besedila je dr. Matjaž Kmecl. Monolog nam bo v Smoletovem imenu govoril Anatol Štajn. Torej, monodrama o Andreju Smoletu, oziroma pod originalnim naslovom Slovo Andreja Smoleta od veselih ur, je tretja v nizu monodram, ki sem jih v zadnjih letih pripravil. In moram reči, da je to tudi tretja, ki sem jo danes uprizoril v vaši knjižnici. Torej, če nakratko povem o monodramah, ki jih uprizarjam, to je tretja iz cikla Bridkost po slovensko. To se pravi, gre za eno izmed peterih monodramskih tekstov o velikih Slovencih. To se pravi o Trubarju, Tomanu, Levstiku, Smoletu in pa Prešernu. Torej, tukaj gre za samogovor Andreja Smoleta, ki, kot veste, je mlad umrl, v tem dramskem tekstu celo v Prešernovih rokah na gradu Prežek na Dolenjskem, kakorkoli že je. Res je, da gre za neko sklepno besedo, neki rezime Andreja Smoleta, v katerem so tipični torej sledeči momenti. Torej neomajna in velika vera ter ljubezen do slovenstva. Zdaj so se vsi razbežali. Obimos in vinihi, ko strahopetec zavoha smrt, ga zapusti pamet. Če po pravici povem, mi je zdaj še posebej žal Kopuna. Ta žival, kaj pogledajo dobro, ni kakšen strp od razvrata z mozgam peteljem, ki so mu porezali greben. Temveč je ptič z nežnim, mehkim mescem. Ker vidi se, kako se mu je ljubezen sproti odlagala van, ko se želi v kokoši. Zdaj je vreden najvišje poezije. Tako lepo smo vse to pripravili. Zdaj pa sem ostal moj stari prijatelj tu sam. Z menoj, ki ne moram na tem svetu nič več. Nič. In kolikor vem, ne bo spravil enega samega požirka vase. Čeprav bi se spodobno. Vse bo ostalo, kot da ni bilo nikomor namenjeno. Ohladilo se bo, postaralo, neužitno, skisalo, splesnelo, kot vse živo, ko mu poteče ura in dan. Omedlela bo od strašne moči besede in oddanosti, od dotika posledne skrivnosti. Kaj naj Korzini, kaj plemeniti grof Manzurov, kaj celo sam car Aleksandr, če tudi cela Ljubljana govorila kongresne zgodbe, da se zapeljali in strli in da je po tistem ostala jalova. Telo se mogoče še obrabi, srce se ne. Jezen je esenica sveta, je duh vesolja, ki vse žene naprej, ki se mimo razuma in fizike nenadoma naseli v telesu, ali pa tudi ne. Če pa se, je to največji dogodek za človeka, ker se takrat v njem zgosti vse, vsa pasja uganka življenja. Ne kot odgovor, pač pa kot močno stanje. To ni nagon, ni neumno živali, to je strlitev vesoljnega kaosa v odraščajoči kosmos, sijajno razodetje. Potem njegova izredno velika ljubezen, prijateljska, človeška in pa seveda tudi tudi obožujoča ljubezen do Prešerna kot umetnika. Spomni se, to sva si oba takrat želela, moj Rebič, moj France, takšno vesoljno vse zajemajočo esenco, takšno ljubezen.
ženske zato nimajo veliko smisla. To si ti vedel, ali vsaj prestrašeno čutil že veliko prej. Zato si kvartal, da so vreščave bežale pred teboj. Jaz pa sem bil zmeraj enostaven otrok, razvajen, zaupljiv vsega sveta. Potem ta izreden cinizem in odklanjanje vsega filisterstva in te zatohlosti, o kateri govori. Julija tebi in Fini meni. Kratke sanje v tej deželi svinjskih rivcev. Počutil sem se slovesno. Sklenil sem se smiliti sam sebi in si prepovedati ženske kot sveti oče Origenes, ki se je v moštvu samo zato, da bi lahko brez skušnjav in greha učil Božjega nauka tudi slabši del človeštva. Pri priči bi odšel na Dunaj in zapeljal to staro babo od Metternicha, ves njegov policijski konsistorij. Zapravljal bi avstrijski erar za Freigeister, ki bi bil prvi med njimi, to da še v razu bi gledal, čeprav špekulira z globino. Zdrav bi vas vse na nov ljubljanski kongres. V 2 dneh bi zmanjkalo pijače pri Metki, Krištofija, v Črnem orlu, v teatru, pri Dorniča, v Lorencu, vseh 200 natočih po spisku in tudi v Koloretovi kavarni bi najkasneje tretji dan je bilo ničesar krdeče. Spravil bi avstrijsko državo na kant, hitro in natančno. Tem velika želja po zbiranju narodnega blaga, ki ga tudi je zbiral, se v besedilu večkrat pove, kako ga je pošiljal v razu, pa ni bilo samo to. S Prešernom sta pripravila tudi lasten časopis, torej slovenski časopis, meceniral je nekatere tiske, kot so Matička, prevedel je med drugim recimo Gerikovega Varha in še mnoge druge stvari, tako da vsekakor ni Andrej Smole neka luftarska figura, če po domače povem, kako smo se nekje ustvarili mnenje v srednji šoli ali nižji šoli, da je bil neki vinski bratec in neki prijatelj in pijanec, to ne drži, nasprotno bil je vse to, kar sem povedal in še marsikaj več, kajti sicer ga ne bi Matjaž Kmecl uvrstil v izbor velikih Slovencev. Zaviko puna in ga odnesli ložcem, revščini neumni, prestradani in strupeni.